Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v novem tretjem polčasu na televiziji Celje. Tudi tokrat zanimive teme, predvsem pestro pa bo v samem središču, namreč gostili bomo številne goste. Sprva Rok Rojšek, potem Domen Makuc in pa Sebastian Borse. Ostanite naša družba. Košarkarice Cinkarne Celje so v mednarodni jadranski VABA ligi z 90-68 premagale bolgarsko zasedbo Beroje iz Stare Zagore. Celjanke po zmagi proti vodilni ekipi lige ostajajo v igri za uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice. V zaključnem delu redne faze tekmovanja v ženski jadranski ligi so Celjankam preostala srečanja z najtežjimi nasprotnicami, tako da je njihova pot, da se uvrstijo na zaključni turnir štirih najboljših ekip, posuta s trnjem. Na srečo je njihov zdravstveni karton praktično idealen, skladno s tem pa dvigujejo tudi tekmovalno formo. Damir Grgić je svoje varovanke na nasprotnice odlično pripravil in tako so bile Celjanke vso tekmo v boljšem položaju od Bolgark. Že prvo tekmo v Beroju smo imeli svojo šanso, vendar jo nismo mogli izkoristiti, ker smo bili preveč utrujeni v tistem trenutku, imeli smo premajhen fond igralk, vendar vseeno mislim, da danes Beroje igra tako kot vsako tekmo, tako da upam si trditi, da če bomo imeli možnost igrati na Final Fouru z njim, da bo ravno takšen rezultat. V prvem polčasu so cinkarnarke odlično zadevale z razdalje, najbolj razpoložena pa je bila Zala Friškovec, ki je do glavnega odmora dosegla 15 točk. Domače so po dveh četrtinah vodile za 19, svojo prevlado pa so nadaljevale tudi v tretjem kvartalu. V 35. minuti so domače s trojko Friškovec, ki je skupaj dosegla 27 točk, povedle z najvišjo razliko večera 31. Do konca so dekleta iz Stare Zagore nekoliko ublažila poraz, ki pa bo na širšem območju Balkana še nekaj časa odmeval. Pri gostjah je najbolje odigrala Ana Poček, ki je s priimkom Torčinović pred leti nekaj sezon preživela v Celju. Visoka motiviranost, zelo dobro delo v zadnjem času, prihajamo v veliko boljšo formo, kot smo bili pred novim letom. Tudi bolj smo igrani, bolj se poznamo med seboj in pa seveda bolj fizično sproščeni. Čestitke mojim igralkam, mislim, smo bili zasluženo boljši od prve sekunde do konca, tako da vendar še sedaj moramo imeti glavo na pravem mestu, že na naslednji tekmi in gremo naprej. Mi še imamo možnost za odhod na Final Four in dokler bo možnost obstajala, bomo dali vse od sebe. Grofice si na lestvici trenutno delijo četrto mesto s črnogorsko Budućnostjo, s katero se bodo srečale v zadnjem kolu. Predtem bodo čez 2 tedna gostovale v Beogradu pri Crveni zvezdi. Ekipa, ki igra zelo agresivno košarko, tako kot Budućnost, takšne ekipe nam v tem trenutku malo manj pašejo, pa vendarle mislim, da s tako formo in pa z našimi navijači, ki so nas danes prišli spodbujati v velikem številu, imamo možnosti, da jih premagamo. Košarkarji domžalskega Heliovsa so zadnji udeleženci košarkarske lige za prvaka. Domžalčani so v zadnjem krogu prvega dela sezone premagali Petrol Olimpijo, tako da njihovim neposrednim tekmecem Laščanom ni pomagala zmaga proti Iliriji. Čeprav je Zlatorog v zadnjih 5 krogih zabeležil 4 zmage, bo sezono nadaljeval v ligi za obstanek. Ilirija se je tokrat v Laškem zelo dobro držala. Konkurenčna je bila skozi celoten prvi polčas, ekipi sta si bili poravnani v polčasu, tudi v nadaljevanju pa Laščani niso uspeli priti do visoke prednosti. No, v zadnji četrtini so prišli do povsem zaslužene zmage. Ilirija je v prvem polčasu igrala pametno in z veliko energije. Moje fante sem pripravljal na to tekmo, vendar njihov pristop in vstop v tekmo nista bila prava. Očitno so mislili, da bodo že s tem, ko so stopili na igrišče, zmagali. Kljub temu, da sem še mlad, sem se že naučil, da če k tekmi ne pristopiš resno, jo težko zmagaš. Vesel sem, da smo se v drugem polčasu zbrali in na koncu zmagali.
Če bo moštvo Zlatoroga februar prebrodilo brez poškodb, dobro treniralo, potem si lahko v Laškem še veliko obetajo. Namreč ekipa je v zadnjih krogih pokazala, da je lahko trnopeti prav vsakemu moštvu. It's every team's right to do what they want to do, with their roster and with their team. Winning 9 games this first half of the regular season was a hell of an effort by us, but again, Olympia earned the right. Z 9 zmagami v prvem delu sezone smo glede na roster lahko zadovoljni. Škoda, da je danes Olimpija od Domžale odšla z drugo ekipo. Mi smo premagali Olimpijo v najmočnejši postavi, z Begićem, Lazićem, Johnsonom in drugimi. Malce sem razočaran zaradi tega, vendar na to nimamo vpliva. Moramo se zbrati in maksimalno pripraviti na drugi del sezone, ki bo zelo zahteven. Naš cilj je uvrstitev v play-off, kar je bil naš cilj že na samem začetku sezone. Making the playoffs was a big goal of ours, and the difference between the 6th seed and the 7th seed isn't much in my eyes. So if we go and take care of what we need to take care of in this second half of the season, we can join those teams that already cleared the top 6. And we can join the party in the playoffs. Glede na to, da bosta Šentjur in Šenčur državno prvenstvo nadaljevala v skupini za obstanek, je bil obračun za oboje pomemben, saj se medsebojne tekme prenašajo naprej, hkrati pa imata boljši dve ekipi v skupini za obstanek prednost domače dvorane. Šentjur je z 8. zmago oziroma 3. v zadnjih 4 nastopih prehitel Šenčur in si zagotovil 7. mesto ter posledično tekmo več na domačem terenu. Bom rekel tako, steklo nam je vse, kar smo se nekako zmenili, dogovorili pred tekmo. Držali smo se nekih dogovorov, oni tudi niso imeli najboljšega dneva, tako da kar se z naše strani se vse poklopilo. Šentjurčani bodo ligo za obstanek začeli z najboljšim izhodiščem, s 5 zmagami in 1 porazom. Tudi zaradi tega je bila tekma tudi zelo pomembna, ker smo vedeli, da če zmagamo Šenčur danes, imamo prednost pred njimi, imamo prednost z Laškim, če Laško ostane dol, imamo prednost tudi z Ilirijo, tako da če bomo šli v spodnji del, imamo kar lepo prednost, ampak to nas ne sme uspavati. Šentjur bo jasno napadal četrtfinale končnice državnega prvenstva. Na početku sezone jedan od ciljeva naših je u svakom slučaju bilo to ulazak u play-off, možda ne toliko liga za prvaka, to je možda... Na začetku sezone je bil eden izmed naših ciljev, da se uvrstimo v končnico. Ne toliko liga za prvaka, kot pa četrtfinale. Želimo zadržati pozicijo med najboljšimi 8 ekipami. Imamo dobre medsebojne rezultate in posledično dobro izhodišče v ligi za obstanek. Če bomo igrali tako, kot smo nocoj, in če se vrne poškodovani Krušič, potem mislim, da imamo res lepe možnosti za končnico. Kako smo igrali večeras, ako nam se oporavi Krušić, mislim da imamo dobre šanse da izborimo taj play-off. V 13. krogu ženskega rokometnega državnega prvenstva so rokometašice z Dežele v svoji dvorani z 28-20 premagale Velenje. Celjanke so zmago v sosedskem derbiju ostale v igri za uvrstitev v ligo za prvaka. Celjske rokometašice v lokalnem derbiju po pričakovanju niso imele težav proti zadnje uvrščenim Velenčankam, ki bodo po izstopu Zagorja iz lige ostale v prvoligaški druščini tudi v prihodnji sezoni. Domači trener Sebastian Oblak je ob nekaj težavah s poškodbami in boleznimi tokrat veliko priložnosti ponudil nekaterim mlajšim igralkam. Predvsem Lejla Dobrotinšek in Ivana Nikolić sta ponujene minute dobro izkoristili. Take tekme je zelo težko igrati, Velenje nima kaj izgubiti, pride vsem sproščeno, mi smo vedeli, da te točke rabimo. Malo smo imeli tale teden tudi probleme s poškodbo, Lara je že tako dlje časa, še Katarina Regnar ni mogla, ko je v Kopru staknila eno poškodbo, ni bilo še Zale. Ampak gledajte, dobile so mlajše priložnosti, v redu izkoristile, mogoče tekma ni bila najlepša za oko, ampak nam je pomembno zdaj, da smo te 2 točke dobili in da se res v miru pripravimo še potem za Ljubljano, ki jo imamo tudi doma in mislim, da zadnjo kolo Ajdovščino, ki bo pa odločala v 4. mestu. Za Celjanke je zmaga zelo pomembna, saj so z njo ohranile možnosti za uvrstitev med najboljše 4 ekipe.
Za dosego tega cilja je zelo pomembna tudi zmaga v Kopru, kjer so mesninke slavile v prejšnjem krogu. Na ekipo Kopra smo se dobro pripravili, poznamo jih, punce so tudi šle maksimalno v tekmo, vodili že s 6 zadetki. Potem smo malo padli, oni so nas malo presenetili z obrambo 4-2, ampak na koncu zmagali, kar je najbolj pomembno, prinesli 2 točke, ki nam pa za borbo za 4. mesto veliko pomenijo. Do konca prvega dela sezone so še 4 krogi. Celjanke bodo v naslednjem, v nedeljo 17. februarja, gostovale pri Krimu Mercatorju. Sigurno, mi bomo šli v Ljubljano sproščeni, probali bomo ponuditi priložnost mlajšim igralkam, ki na takih pomembnih tekmih tež dobijo priložnosti in se v miru pripravljati na tekmo doma z Ljubljano in seveda, tako sem že prej povedal, za tekmo Ajdovščino. Po srečanju s Krimom čaka Celjanke gostovanje v Žalcu, domača tekma proti Ljubljani in bržčas ključna tekma za uvrstitev v Ligo 4 z Mlinotestom v Ajdovščini. Ja, to je vedno fajn, da nisi odvisen od drugih, pomeni si odvisen od sebe, tako da pa tudi mislim, da je prav. Ajdovščina je zdaj že, mislim, da je lani Ajdovščina predlani Krka imela to smolo, da je zadnjo tekmo odločala. Zdaj je tudi oni imajo šanso, da pridejo naprej, ampak mi bomo sigurno imeli dosti časa, da se na njih dobro pripravimo. V Ajdovščini smo vedno dobro igrali in verjamem, da bomo tudi v zadnjem kolu. Pozdravljeni v središču tretjega polčasa. Za začetek bomo govorili o celjskih hokejistih, ki imajo za sabo letos že res lepo število tekem, pred sabo malce premora, no vse skupaj pa bomo kot ponavadi pokomentirali z njihovim trenerjem Rokom Rojškom. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Za vami veliko število tekem, sezona verjetno že tudi kar naporna, se že kar vleče. Ja, moram reči, da smo začeli trenirati 10. avgusta, 12. avgusta, in da smo zdaj v sredini februarja, ja, sezona je že dolga. Še ena tekma rednega dela nas čaka v Ligi INL in to je to, potem pa še play-off. Kaj reči o zadnjih tekmah, predvsem na teh tekmah v letošnjem letu, od januarja naprej bi lahko dejali, da ste eksperti za tiste infarktne končnice, ampak ste jih tudi kar nekaj dobili, a ne? Ja, moram reči, da so nam se te končnice kar dobro išle, glede na to, da so bile tekme res infarktne, da si sploh ne bi želel. Čeprav v končni fazi, glede na to, da imamo play-off, niti ni to, bi rekel, zdaj taka infarktna tekma, ker še vedno imaš popravni izpit. V tej ligi smo tako izenačeni, da ne glede na to, če bi mogoče kjer od teh tekem izgubili, še vedno ne vemo, koga bomo dobili za nasprotnika v četrtfinalu, ampak ne glede na to, si ne bi želel več takih tekem, ker to pomeni, da je naša igra nihala, da ni bila na takem nivoju, ko bi si želeli in veseli pa edino to dejstvo, da smo 2-3 tekme take uspeli na koncu zvleči, ki smo, bi rekel, na pol tekme že imeli zgubljene. To je edina pozitivna lastnost, ampak bi pa si želel, da do tega ne bi več prihajalo. Nazadnje ste se pomerili z Vojvodino, kaj reči o samem srečanju? Pa moram reči, da je Vojvodina ni tako slaba ekipa, mogoče, ko kaže tale lestvica. Sicer so po točkah zadnji na lestvici, ampak zamenjali so vratarja, prepeljali tujca, imajo enega zelo dobrega ruskega igralca, še nekega Kanačana, od lani 2 ali 3 igralce, mislim, da s Crvene zvezde. Tako da v končni fazi ni taka slaba ekipa, kot kažejo točke, seveda pa še vedno smo mi kvalitetnejši in mogoče naša miselnost pred začetkom tekme, da bo to šlo z lahkoto, se je pa obrnilo. Sicer smo imeli skozi premoč, igrali na en gol, od začetka nismo uspeli zadeti, potem so nam oni iz 2 kontranapadov in z enega naše neumnosti povedali 3-1 in potem je sledila tista naša končnica, o kateri smo se prej pogovarjali, kjer smo mogli pač igrati, bi rekel, več kot na maksimum, da smo uspeli ta rezultat izvleči in na koncu zmagati. Zmaga torej na koncu, veselje še toliko večje. Zdaj pred vami pa premor, česar niste navajeni tako med sezono, malce daljši je, ni le par dni. Ja, moram reči, da smo mi s Crveno zvezdo odigrali 2 tekme v gosteh in 2 doma. To pomeni, da smo ta vikend prosti, drugače bi mogli eno tekmo igrati z njimi to soboto. In se bomo pripravljali na
na zadnji del tekmovanja, se pravi imamo še eno 23. Februarja še zadnjo kolo lige proti Medveščaku in potem pa sledi spet, bi rekel, kar nor tempo. Začne se četrtfinale državnega prvenstva, kjer igramo proti Slaviji že v ponedeljek 25. februarja. Tako je naslednja tekma že v četrtek in morebitna tretja potem že v soboto. Po teh tekmah četrtfinala pa potem sledi že četrtfinale te IHL lige in bo tempo, bi rekel, tam na koncu marca kar oster. Se pravi, začelo se bo razpletati, kakšne so želje v ligi IHL, kaj se da še narediti v letošnji sezoni. Glede na to, da v končnici se pozabi ta prvi del, tam odloča tudi dnevna forma. Ja, odloča dnevna forma, odloča pripravljenost. Jaz upam, da bomo v teh prostih dneh si uspeli nabrati malo novih moči. Predvsem upam to, kar že upam kot trener celo sezono, da bomo čim številčnejši postali, ker zadnjih mesec pa pol smo res tudi igrali veliko tekem na 11-12 igralcev, tudi z 10, kar seveda ni v redu in ta premor bo tem igralcem, ki so bili non-stop izpostavljeni v velikem pritisku in velikem številu minut na ledu, prišel prav za obnoviti malo moči in želim si čim bolj popolno postavo in pa seveda vsako tekmo bomo igrali na zmago. Lahko ponovite lanskoletni scenarij? Ja, moram reči, da smo mi od lani vseeno oslabljeni, manjka nam 5-6 igralcev, 7 celo se mi zdi od lanske sezone, ampak ne glede na to, mislim, da še vedno z disciplinirano igro in pa da imamo še vedno dosti kvalitete, da lahko premagamo vsakega nasprotnika in na tem bomo tudi delali. V domačem prvenstvu, pa verjetno potem v končnici, jasna želja, polfinale? Ja, seveda, moram reči, da so se stvari malo spremenile. Mi smo malo oslabljeni, Slavija, s katerimi mi igramo zdaj v četrtfinalu, je dobila še nekaj igralcev od Olimpije. Mislim, da zdaj v tem trenutku celo eno petorko, kar se je videlo tudi na zadnji tekmi proti Triglavu, ki so ga premagali 4-1. Tam so gole dosegali v glavnem te igralci, ki so začetek sezone igrali v Olimpiji v Alpski ligi. In to je seveda velika prednost za njih, ampak ne glede na to, mi bomo igrali na zmago in ja, jaz si želim polfinala. In potem, kogarkoli dobite, bo seveda tam spektakel. Ne, to se že ve, če mi zmagamo četrtfinale, je polfinale Olimpija, trenutno najboljša ekipa v Sloveniji in ja, veselim se. Ste si ogledali obračun Jesenice in Olimpije? Pa moram reči, da sem gledal 2 tekme, te zadnje ne, ampak Olimpija je zdaj še močnejša, še so pripeljali Simšiča in Čepona iz Medveščaka. Vrnem se jim Luka Vidmar, ki ima za sabo 2 olimpijadi in ljudem ne gre zgubljati besed, tako da Olimpija je res močna v tej sezoni in ja, bi si želel še kakšne tekme z njimi. Se pravi, Olimpija postaja močnejša v primerjavi s preteklimi sezonami, zdaj se nekako iz meseca v mesec torej krepi. Ja, moram reči, da zdaj do 15. februarja je zadnji dan prestopnega roka, mislim, da je to, kar so oni pripeljali. Moram reči, da Olimpija deluje v redu, zdaj v zadnjem obdobju, tudi po pogovorih z igralci našimi, ki so tam, vse funkcionira v redu, bazirajo na domačih igralcev, ne vozijo tujcev, so pa pripeljali vse, kar se je dal, bi rekel, v tem trenutku pripeljati od domačih igralcev in moram reči, da imajo res 4 kompletne petorke in da tudi na ledu delujejo dobro. Se pravi, tudi zato je želja, da Olimpija pride v polfinale, seveda sprva četrtfinale, potem polfinale v Celje, da se še enkrat napolni celjska dvorana. Ja, seveda, za nas bi bil, moram reči, da že uspeh zdaj zmaga v četrtfinalu in pa ta Olimpija v Celju bi bila za nas še ena dodatna nagrada. Kako je s poškodbami, boleznimi, službami? Letos je bilo kar precej težav. Ja, no, vse o tem se pogovarjamo že celo sezono. Moram reči, da trenutno poškodb ni, upam, da bo tako tudi ostalo. Službe pa šola je pa še vedno problem in jaz upam vseeno, da se uspemo zbrati za tole končnico in za tale zadnji del sezone, da igramo v čim bolj popolni postavi in da dosežemo tisto, kar si želimo. No, ampak kljub vsem tem težavam vam dobro uspeva. Ja, moram reči, da sem parkrat bil še sam presenečen, da smo s tako malim številom igralcev odigrali proti tem boljšim ekipam, predvsem tukaj mislim na Triglav, ki smo ga v Celju premagali, kar je, bi rekel, bilo presenečenje tudi za nas.
za nas trenerje in tudi za same igralce. Mislim pa, da smo res igrali takrat disciplinirano, da nam je tudi, bi rekel, vse uspevali in da smo zato bili nagrajeni. Zdaj pa verjetno za konec še povabilo vsem, da pridejo na četrtfinale obeh tekmovanj. Ja, seveda, mi bi si želeli malo več podpore s tribun. Vemo, da je v celu športa veliko, da je preveč. Ja, da je izbora dost, ampak vseeno zdaj prihajamo v tisti ključni del sezone, play-off, kjer več ni možnosti za popravek in ja, bi si želeli in bi tudi rabili podporo s tribun. Točno tako, Rok Rojšek, hvala za obisk in pa vse dobro. Hvala tudi. Po oglasih pa nadaljujemo s središčem tretjega polčasa. Povsem nova Toyota CHR. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. 15 let si v avtohiši Čepin prizadevajo, da bi to eno najboljših svetovnih avtomobilskih znamk utrdili v našem prostoru, kar jim je tudi uspelo. V sklopu avtohiše Čepin ima znamka Honda najdaljši staž. Poleg vozil lahko kupite in servisirate tudi druge produkte, kot so motorna kolesa, kosilnice, snežne freze, agregate in Adria program. Vozniki in ljubitelji vozil Honda si lahko v salonu avtohiše Čepin ogledate trenutne modele, ki so na trgu. Za vse produkte vršijo v njihovih delavnicah redne servise in preglede ter morebitna popravila. Trenutno najbolj zanimiva sta modela CR-V in HR-V, ki predstavljata nove mejnike v svetovnem merilu avtomobilske industrije, tako imenovanih vozil SUV. Honda Čepin. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri izbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Drage ljubitelice športa, spoštovani gledalci, v naši oddaji Središče gostimo Domna Makuca, ki se je v garderobo celjskih rokometašov vrnil po precej dolgi odsotnosti zaradi poškodbe. Domen, povejte, kakšna poškodba je bila in kako se počutite sedaj, ko ste znova v celjskem gnezdu? Lep pozdrav vsem gledalcem. Občutki so v redu, počutim se super, sem vesel, da sem nazaj, da je to za mano in da lahko spet pomagam ekipi. Kakšno poškodbo pa ste utrpeli, kakšna je bila rehabilitacija, kaj ste morali početi? Ni bila rehabilitacija, mislim, neka stara poškodba. Rehabilitacijo sem pravil pri Matiju Joštu,
v Lanovžu, ki je nekako sodeluje s klubom. Mislim, da sem to v redu opravil in vse pozitivno, tako da sem v polni pripravljenosti. Vaši soigralci so prestali to zimsko pavzo s tekmo proti madžarskemu Segadu, potem takoj zatem tudi gostovanje v Flensburgu. Lahko malce obnovite, recimo obe tekmi sta bili zelo tesni. Kako ste videli to srečanje z Madžari, ki je bilo v nedeljo? Pa jaz sem vesel, da nas je cela Štajerska prišla podpret, da so nam pokazali neko spoštovanje, da nas podpirajo v dobrem in slabem. Mislim, da smo odigrali dobro tekmo za nas, za gledalce, pokazali pravo borbenost in srce in nimamo se nič za očitati, ampak žal nekaj premalo športne sreče in upamo, da bo na naslednji tekmi proti Parizu boljše. Velikokrat športniki poudarjajo ta pomen gledalcev. Je tudi za vas razlika igrati pred mogoče 100 ljudmi ali pa tako pred nekaj tisoči? Je seveda velika razlika. Dosti lažje igrati pred polnim Zlatorogom, ko te tudi publika ponese, tudi če nisi v pravi dnevni formi, ti nekako pomaga, ti da nek dodaten impuls in ob tem je vse lažje. Sedaj ste gostovali tudi na severu Nemčije pri Flensburgu, ki je bistveno bogatejša ekipa, ampak ste jim odlično parirali, imeli celo priložnost za zmago. Ja, tako kot proti Piku smo imeli to priložnost, ampak žal se ni šlo. Kaj ne rečem, mogoče smo si zaprli vrata, ampak vseeno so še teoretične možnosti, dokler bomo mi to verjeli, da nam lahko uspe in že na naslednji tekmi bomo dali vse od sebe in probali dobiti te točke, ki jih potrebujemo, da se uvrstimo v naslednji krog. Dejansko ima celjski klub zelo majhne možnosti, ampak obenem tudi soigralca, ki prihaja prav iz Francije, mogoče zna on biti tisti jeziček na tehnici, kjer pa potem se lahko tudi karte znova precej odprejo. Ja, upamo, da bo Viljo v dobri dnevni formi, tako kot vsi ostali. Rabimo gol, imajo dobro obrambo, hiter proti napad. Pariz je pač dobra ekipa, najbogatejši klub na svetu, tako da težko bo, ampak mi se bomo borili. Seveda, kakor vidim, je že kar poln Zlatorog, tako da publika bo, mi bomo dali vse od sebe in bomo videli, kaj bo. Lahko še mogoče nekaj besed o državnem prvenstvu. Kaj je dejansko razlika od teh običajnih tekem pa takšnih šokov, kot se je zgodilo s Trebnjem? Mogoče res samo slab dan ali mogoče še skupaj kakšnih drugih okoliščin? Pa Slovenska liga je postala malo močnejša, ekipe so bolj enakovredne med sabo, ampak seveda vsi pridejo na polno igrati proti Celju, v polnih zasedbah, toliko bolj motivirani, tako kot smo mi motivirani proti ekipam v Ligi prvakov, tako da ne vem, kaj ne rečem. Mogoče je prišel ta poraz res v pravem trenutku dovolj zgodaj, da se potem v prihodnje to mogoče niti približno ne more več ponoviti. Pa ja, prišel je, tekma že pozabljena za nas v glavah, gremo dalje, nove tekme, nove dokazovanja na naslednjih tekmah in vidimo, da moramo biti tudi 100% na vseh domačih tekmah, to bomo tudi storili in upam, da ne bo nobenih zapletov do konca prvenstva. Nahajamo se v garderobi, to je na nek način svet prostor. Kako ste se vi počutili, ko ste recimo prvič stopili iz drugega okolja, predvsem mlajši tudi od nekaterih zelo izkušenih igralcev, zelo poznanih? Ja, že nekaj let nazaj sem se priključil članski ekipi, mislim par let nazaj, tako da bi se rad zahvalil za topel sprejem. Fanti so me dobro sprejeli, dobro sem se ujel v ekipo in upam, da bomo še naprej tako dobro sodelovali. Domen Makuc, hvala za pogovor, nadaljujemo pa po oglasih. It's
Povsem nova Toyota CHR. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. 15 let si v avtohiši Čepin prizadevajo, da bi to eno najboljših svetovnih avtomobilskih znamk utrdili v našem prostoru, kar jim je tudi uspelo. V sklopu avtohiše Čepin ima znamka Honda najdaljši staž. Poleg vozil lahko kupite in servisirate tudi druge produkte, kot so motorna kolesa, kosilnice, snežne freze, agregate in Adria program. Vozniki in ljubitelji vozil Honda si lahko v salonu avtohiše Čepin ogledate trenutne modele, ki so na trgu. Za vse produkte vršijo v njihovih delavnicah redne servise in preglede ter morebitna popravila. Trenutno najbolj zanimiva sta modela CR-V in HR-V, ki predstavljata nove mejnike v svetovnem merilu avtomobilske industrije, tako imenovanih vozil SUV. Honda Čepin. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri izbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Takole pozdravljeni še v tretjem središču tretjega polčasa. Govorili bomo o košarkarjih iz Polzele, namreč pred njimi je zaključni turnir pokalnega tekmovanja. Iz njihove strani pa tokrat Sebastian Borse. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Sebastian, če se naveževa kar na zaključni turnir pokala v Kopru, žreb vam je namenil polfinale proti domžalskemu Heliosu, proti kateremu ste letos že dvakrat dobro igrali. Res je, ja. Sicer so bile, mislim, da dve kar najtežje tekmi v sezoni. Eno smo sicer dobili doma kar veliko razliko, pri njih je, vemo kaj je, so Domžale in tako. Mislim, da bo težka tekma, brez kakšnega podcenjevanja ali pa kaj. Tle je ena tekma, dosti sreče, vsak faktor deluje, nekaj tuji poškodb, tako da gremo optimistično, pozitivno. V tretji gre rado, še tretji, če bi premagali Domžalčane, bi bili v finalu, ampak je specifično tekmovanje pokal, moraš biti previden. Je, ker ni dobro napredovati, tu je malo pol sreča, nesreča, tako da bom raje povedal tako, da gremo z dosti volje, dosti dobro smo trenirali ta teden, tako da upamo na najboljše. Podporo boste imeli precejšnjo? Ja, tako kot na vsaki tekmi, mislim, da brez naših navijačev ne bi bili tle, ki smo. Že cela sezona igramo na njihovih krilih, na njihovih hrbtih, dosti nam pomagajo, na vsakem gostovanju so z nami, govori se, da gre kar veliko število navijačev v Koper, tako da upam, da bo. Upate verjetno tudi, da bo tale sončna sobota srečna za vas, ogromna nagrada bi lahko dejali, bi bilo igranje v finalu. Ja, mislim, da sicer cilj sezone smo že dosegli, Liga za prvaka, mislim, da bi pa bila to še ena pika na i tej sezoni, finale. Mislim, da marsikateri igralec v naši ekipi še ni igral finala pokala
in bi bilo kar lepo darilo za dober prvi del. Helios Hopsi, en polfinalni obračun, drugi pa Primorska, Petrol Olimpija. Kdo je tam favorit? Če se mene vpraša, bo zelo dobra tekma. Jaz mislim, da bo Primorska to dobila, ampak nikoli se ne ve, se pokal. Tle je žoga okrogla. Kako pa ocenjujete prvi del sezone, torej Liga za prvaka, nekaj odličnih predstav ste nanizali, spet pa je bila ta sezona oziroma saj prvi del zelo izenačen. Res je, ja, Liga je iz leta v leto boljša. Prvi del je bilo dosti vzponov, padcev, vezali smo tam zelo tri pomembne gostujoče zmage proti Rogaški, Laškemu, proti Heliosu in mislim, da smo si takrat sezono rešili. Dobili smo tudi sredi sezone ukrepitev, prišel je Sandi Čebular, ki nam je dal dosti na širini igre. Tako da... Boj za Ligo za prvaka je bil vse do zadnjega, kar je odlično za vse, ki jo spremljajo. Res je. Bilo je zanimivo, ni bilo tako kot ostale leta, sicer se je Liga spet spremenila, format lige. Lansko leto je bilo nekoliko drugače, je pa bilo zanimivo, ker je bilo 9 ekip izenačenih vse do zadnjega kroga, tako da tle je razlika 1-2 zmagi, kar je dobro za košarko, za gledalce. Kakšni pa so cilji med tisto šesterico ekip? Čim više, gremo iz tekme v tekmo. Jaz mislim, da na domačem terenu bi mogli zmagovati, potem pa upati na kakšno zmago v gosteh. Tako kot sem rekel, na krilih navijačev. Mislim, da noben nas več ne podcenjuje, tako kot so nas nekoč. Videli smo tudi zdaj na zadnji tekmi s Primorsko, ko so prišli v polni zasedbi, odigrali celo tekmo v polni zasedbi. Lansko leto so se tako že enkrat upekli, napolzeli. Tako da jaz upam na čim više. No in predvsem na Polzeli je peklensko za vse ekipe, tam ste trd oreh in kot ste že dejali, predvsem navijači skrbijo za odlično vzdušje. Res je. Nekako, ne vem niti kako opisati, nekako drugačno vzdušje kot v drugih dvoranah, še posebej, ko se napolne. To leto proti Olimpiji smo žal v zadnji sekundi falili oziroma zgrešili met za zmago, ampak dvorana je bila polna. Jaz ne vem, če sem igral že pred tako polno dvorano, no, je bilo res vzdušje peklensko in marsikdo se spotakne v takem vzdušju. Verjetno bo tudi zdaj lepo napolnjena vsako tekmo, glede na to, da bodo same atraktivne ekipe. Res je. Jaz mislim, da glede tega si nimamo kaj zabati, glede obiska. Polzela nas podpira, ljudje živijo za košarko. Kako se vi počutite na Polzeli, glede na to, da ste iz Portoroža? Pa jaz mislim, da kar domače. To je moja druga sezona. Nisem imel težav s privajanjem. Je domače okolje, Polzela je majhna. Dobro so me sprejeli. Ekipa je v redu, tako da... Največja želja, torej do konca sezone brez poškodb in pa čim više. Tako je. Še ena napoved za jutri. Verjetno si niti v sanjah ne predstavljate, kako bi bilo zvečer, če bi slavili veliko finale. Res je, včasih, ko govorimo od garderobi o finalu, sicer smo vsi previdni, se kar malo ne ježiš, je en poseben občutek. Tako da ne znam si niti zdaj predstavljati, res moramo iti v tekmo, tako kot smo šli vse zdaj, brez kakšnega velikega pritiska. In jaz mislim, da bo prišel potem vse samo od sebe, če se bomo delali to, tako kot smo se dogovorili na treningih. V finalu pa z mislijo, finale se zmaguje. Tako je. Veliko sreče, Sebastian Borse, jutri in pa naj bo veselo v Kopru. Najlepša hvala. Hvala za obisk. To je bil Sebastian Borse, s tem pa zaključujemo z nocojšnjo oddajo. Hvala, ker ste bili naša družba, se vidimo prihodnji petek ob 20.